Spoštovane gledalke in gledalci, naš tokratni župan pred mikrofonom je spet moravški župan, gospod Milan Balažic. Gospod župan, prijazno dobrodošli v naši rubriki, v našem pogovoru. Hvala lepa za vabilo. Torej, leto se bliža koncu. To je decembrski čas, je res, da čas praznovanj, pa tudi čas, ko preštevamo bilance, delamo, kakšno je bilo leto, ki se izteka. Kako bi ga ocenili? Kaj so poglavitni dosežki v vaši občini v letošnjem letu? Vaša ocena je pravilna, ko mi smo pospravili jaslice in novoletne jelke, že jih ponovno postavljamo. Človek ima občutek, da se čas vrti vse hitreje. Najbrž je to ta hitrica, ta tempo kriv, da imamo take občutke. Običajno je, da ob koncu leta potegnemo črto in vidimo, kaj smo v tem letu storili, kaj dobrega smo pridobili. No in bom rekel, da naša bera, poleg tistih seveda, ki bodo zanjo poskrbeli dobri možje, pa še kakšna žena zraven, upam, v tem mesecu, je naša bera je kar v redu, kar dobra, kar polna zvrhana malha. Tako da celo leto smo se trudili z našimi večjimi projekti in če ne prej, lahko letos rečem, da so Moravče, je to, da niso velemesto, dobile svoj drugi center. Prvi je stari, zgodovinski, okrog cerkve svetega Martina, se pravi Trg svobode pa Park slovenske osamosvojitve. Drugi pa se razteza v tem novem področju, se pravi od sedeža občine, kjer potem po novi Vegovi ulici lahko občudujemo velik del nove šole, športno dvorano Primoža Peterke, potem prenovljen zdravstveni dom v Moravčah, lekarno, ki bo odprta kmalu po novem letu, in seveda dom starejših občanov, ki ga tudi nekje načrtujemo odprtje v pomladnih mesecih. To se skupaj daje vtis, da smo dobili ta drugi center Moravč, in to je cel kup novih uslug, bolj kvalitetnih uslug, boljšega življenja, več blagostanja za vse občanke in občane občine Moravče. Se pa seveda tudi delajo veliko po celi občini. Če bi hotel se našteti, bi bil predolg, tako da občani in občanke se sami zavedajo, kako je bilo. Je pa pač tempo gradenj zahteval to, da pravzaprav piko na i se bo postavljalo v naslednjem letu, in takrat se odpirajo, kot sem že omenil, poleg novega doma starejših občanov, tudi nova čistilna naprava v Moravčah, nova filtrirna postaja v hribu nad plesom, potem se torej pripravlja začetek gradnje trškega jedra po starih vzorih Moravč izpred 100 in več let. Pripravljamo občinski podrobni prostorski načrt za začetek gradnje obvoznice mimo Moravč. Skratka, potem še zelo velik projekt, nov kanalizacijski sistem Češnjice pri Moravčah, in skratka, vzela bi celo oddajo, če bi še nadaljeval, tako da jaz mislim, da za začetek je dovolj za pokušino. Bili smo pridni, trudili smo se, in če nam je uspelo, bodo to govorili rezultati dela. Če pa kaj nismo, pa to ne pomeni, da ne bomo, kajti še vedno imamo veliko moči in energije za leto, ki prihaja. Kljub višji povprečnini, ki jo država namenja občinam za leto 2026, bo glavnino, večji del denarja vendarle vašega naložbenega namenjeno svojemu deležu Moravč v naložbi zdravstvenega doma Domžale v letu 2026 in 2027. Ja, z zamikom pravzaprav, ne 26, ampak 27 in 28. Tako da ja, prihodnje leto je že takšno leto, kjer se občutno povečajo sredstva za naš prispevek za nov prizidek zdravstvenega doma Domžale, ker v bistvu nov dom, zdravstveni dom, glede na velikost
ampak smo tle zavezani tudi nekemu dogovoru, da se hkrati z zdravstvenim domom krepi tudi torej kadrovsko in tudi tehnično to mrežo lokalnih zdravstvenih postaj, tudi moravško. Tudi tle lahko povem, da bomo kadrovsko okrepili to zdravstveno postajo, tako da bodo ljudje še naprej imeli kvalitetno oskrbo. Sicer bo pa največji strošek potem v prihodnjih dveh proračunskih letih, 27-28, kjer bo šlo skoraj polovico naših investicijskih sredstev za gradnjo zdravstvenega doma Domžale. To pa mislimo potem seveda nadomestiti s tem, da bomo tako kot do sedaj bili uspešni, upam, pri prijavah na razne razpise, evropska in državne, in poskušali to črpati denar, recimo, kar se tiče gradnje vodovoda ali pa novega vodohrana v Drtiji in podobni projekti, kjer se jih da vendarle financirati potem tudi sredstvi, ki imajo izvor drugje. In mi smo v zadnjih letih pravzaprav pobrali drugje, to je primerjava, naš proračun je nekje 7 milijonov, nekaj čez, mi smo pa v samo tem mandatu pobrali 25 milijonov evrov drugje, kar pomeni izrazito izboljšanje te finančne osnove za naše projekte, in to je tudi način, kako mislimo naprej razvijati našo občino. Trško jedro ne bo tako hudo velika investicija, kar zadeva denar, ampak vendarle za umetniški vtis, če dava to v narekovaj, za občane, za druženje, je pa verjetno pomemben projekt. Ja, to je en ključnih projektov, še en trd oreh, o katerih se je ne govorijo leta, ampak desetletja. No in mi pospravimo mizo in uresničujemo vse tisto, kar se prej ni naredilo, tako da to je glede na estetiko ključen projekt, samo srce Moravške doline in kraja Moravč je torej Trško jedro, Trg svobode. No in dejansko bomo v spomladanskih mesecih opravili vse priprave, raziskave terena in tako naprej, hkrati pa počakali začetkom gradnje na začetek julija, tako da se bo pred začetkom odvila še verjetno največja prireditev v prihodnjem letu, to je Nova maša, in takrat morajo Moravče še izgledati nerazkopane, potem pa verjetno naslednje jutro zakopljamo in potem gremo pa res z vso polno paro naprej in Trško jedro se zapre za promet, razen za lokalni dovoz, obeh lokalov pa župnišča. To bo en tak velik, širok trg, na katerem se bo odvijalo naše javno, naše državno življenje. Tu bodo prireditve, tu bo kmečka tržnica, skratka, kako je takega se bo zdaj odvijalo na tem velikem trgu, ki bo poenoten, tako kot želimo, da smo enotni pri teh razvojnih silnicah ljudi, ki živimo v Moravški dolini. Tako da to bo velika sprememba, je pa tudi vendarle finančno kar resen zalogaj, kajti naša ocena je, da bo v 2 letih, kot bo ta projekt trajal in da bo vse zaključeno, tudi to verjetno šlo preko pol milijona, morda še kakšnih 100 tisoč več, tako da je to tudi resen zalogaj za nas, ampak nimamo izbire, želimo, da se Trško jedro obnovi, s tem pa seveda naredimo pol naloge, druga polovica naloge je, da potem tudi težak promet, ki, bom rekel, uničuje našo kvaliteto življenja, varnostno, prometno ogroža in tako naprej in ne sodi v takšen zgodovinski center kraja, kot so Moravče, premestimo za obvoznico izven kraja in potem bo to dejansko tista, ko se reče, češnja na torti, ko bomo lahko rekli, da smo pa to nalogo v celoti izpolnili. Obvoznica, ki bi obvozila Moravče, je tudi zelo pomemben projekt, ki jo že dolgo čakate, pravzaprav občani jo čakajo. Zdaj ta podroben občinski prostorski načrt je pa pot do tega. Kako hitro oziroma koliko časa še utegne to trajati?
da boste prišli do umestitve v prostor oziroma da se bo to lahko začelo delati? Kar se tiče nalog občine, je podrobni prostorski načrt naša zadnja naloga. Od tu naprej predamo celoten projekt državi, kajti to je državni projekt. Tu bo torej državni denar tisti, ki bo poganjal naprej stvari. Na nas je, da se disiramo, da pomagamo. Torej, če gledava časovnico, računam prihodnje leto sprejem podrobnega prostorskega načrta in pa seveda dokončna potrditev, enkrat je bilo že potrjeno, te B variante, ki gre po terenu na ustrezni komisiji Ministrstva za infrastrukturo. Potem pa se začne izvedba z odkupom zemljišč, morda že prihodnjo jesen, vsekakor pa najpozneje leta spomladi 27 in leta 27 so že tudi sredstva na voljo, ki jih je država že v svojih načrtih rezervirala, tako da 27-28 pričakujem potem resno gradnjo in potem pa seveda od božje volje, kako če nam rečem, vseh tistih nepričakovanih stvari, ki jih ne znamo, a ne da je nikoli prešteto od naključij, pa vendarle računamo, da bi tam nekje 28. ali najpozneje 29. lahko prejeli trak na obvoznici, ki bo izjemna pridobitev ne samo za Moravče, pa ne samo za občino Moravče, tudi za sosednje občine, kjer je skratka ta moravška glavna državna prometnica postala res velika utripajoča žila in je treba te stvari, ki so zdaj torej s prometom, ki narašča, enkrat razrešiti primerno naši kulturi pa tudi stopnji razvoja. Gospod župan, glede na to, da je leto, ki prihaja, tudi volilno leto, najprej državnozborske volitve zgodaj spomladi, potem pa tudi lokalne volitve, vi pa že režete trakove. Smemo razumeti, da boste se še enkrat potegovali za še en mandat? Tako, jaz bom povedal, da smo rezali trakove vsa 4 leta, oziroma jih bomo še. Mene datum volitev absolutno nič ne vznemirja, kajti grem z neko gotovostjo v tej smeri. Dokončno svojo odločitev povedal, se pa nagibam k temu, da glede na to, da je še nekaj projektov za dokončati, na čelu z obvoznico, o kateri sem govoril, da če bodo mi ljudje zaupali, potem se znam lotiti še enega mandata, da zaključimo ta razvojni ciklus, ta krog, ampak se pa to je vse odvisno od mojega delodajalca. Moj delodajalec je moravško ljudstvo in če bodo ocenili, sem dobro delal, potem sem pripravljen še enkrat se verjetno podati na to pot. V nasprotnem primeru pa me že čaka, bom rekel, taka mirna življenjska doba in se ne bom opiral, tako da v vsakem primeru zmagujem ali na volitvah ali pa z odhodom v pokojnino. Pred dnevi, se reče, ste obeležili 7. obletnico svojega delovanja na moravški občini. Vi si pravzaprav vse skozi prizadevate, to se vidi iz vaših izjav, to se vidi tudi iz vašega delovanja, čim bolj poenotiti vse tiste ključne akterje, ki vplivajo, ki odločajo o lokalni skupnosti, pa vendarle dopuščati tudi drugačno mnenje. Vsekakor, absolutno, glede na to, da izhajamo z tega, da smo pač ljudje različni, da imamo različne predstave o dobrem in kaj bi bilo potrebno storiti, je to vedno osnova za pogovor in kdorkoli je pripravljen se usesti za mizo in se pogovarjati, dogovarjati, sklepati verjetno včasih nujne kompromise, je vedno dobrodošel. Tako smo delovali v našem partnerstvu za razvoj, v tej razvojni koaliciji 4 strank in list in tako mislimo tudi naprej. Vsekakor se bodo pa vedno pojavili tudi tisti, ki so, bom rekel, neupravičeno kritični, ki ne vidijo napredka, ki skratka tudi nimajo kulture dialoga in takšnim pa bom zaželel, da ne ostanejo tam, kjer so, kajti tudi ljudje znajo prepoznavati, ki je tista svetla, produktivna luč razvoja, kje so pa ljudje, ki so mogoče malo zgrešili naš čas, pa bi lahko odšli v zgodovino tako s črno-belo televizijo, kot pa še kakšnimi takimi napravami.
Leta se bliža koncu, verjetno je to tudi čas, ko je treba svojim dragim občankam in občanom zaželeti vse najboljše, vse najlepše. Vsekakor. Drage občanke, spoštovani občani, leto je naokrog in pridno smo delali, tudi vi ste se trudili, skupaj smo kar uspevali v tem, da to našo lepotico, to našo krasotico v Moravško dolino naredimo lepšo, bolj udobno, boljšo za vse, kar ni nam uspelo v prihodnjem letu, ki prihaja. V novem letu bo vse boljše, vsaj tako verjamemo, tudi da bomo vredni vašega zaupanja. Vam želim, vsem nam skupaj pravzaprav, da bo to leto miru, predvsem miru, kajti to je pogoj za vse ostalo, da bo to leto, ko se bomo pogovarjali o razvojnih projektih, o tem, kako bomo drug drugemu delali dobro, kako bomo sodelovali, kako se bomo družili, kako se bomo imeli radi, in to je pravzaprav tisto, kar nam življenje pravzaprav daje, in moramo to na nek način odgovorno prenesti naprej od naših babic in dedov k našim zanamcem, našim hčeram, sinom in tako naprej. Tako da jaz bi vam v novem letu seveda zaželel najprej zdravja in še enkrat zdravja. Če imamo zdravje, potem je vse drugo mala šala z nekim trudom, tako da ob tem pa seveda na vaši poti in pri vaših ciljih tudi nekaj sreče, pa se pravim, da se imamo radi in da si drugemu pomagamo, ampak ne nagajamo. Zato srečno v tej novi vožnji okrog sonca, ki nas čaka v prihodnjem letu. Gospod župan, še kakšna pika na i k temle pogovoru? Pika na i je to, da se zahvaljujem televiziji ETV, ki nas je zadnja leta zelo pozorno spremljala, tudi vam, gospa Boža, ki ste bili z nami ves čas, in nekako smo z vami vred ugotavljali in merili, kje smo, kam gremo, in glede na to, da se ETV, kot razumem, poslavlja, upam na nov dogovor, pa na naše dobro sodelovanje v prihodnjem letu, tako da bodo naše občanke in občani še naprej dobro, kvalitetno obveščeni o vsem, kaj se dogaja. Mali seveda Ferbec vedno daje in mi bomo to tudi zadovoljili. Imajo pa tudi pravico, da vedo, da smo transparentni, da smo odgovorni in da skratka pokažemo, kako pametno ali pa ne, kako znamo po pameti obračati njihov davkoplačevalski denar, in tu se mi zdi, da bomo vztrajali in skupaj z vašo pomočjo bomo skušali zadostiti tudi takšnim potrebam in željam. Tako da na prihodnje dobro sodelovanje. Prav lepa hvala, gospod župan, trudili se bomo, da bo res tako. Hvala vam za povabilo, pa tudi vam vse dobro v prihodnjem letu. Hvala. Hvala lepa.